Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Avgustovska tema prenovljenega slovenskega časa bo oziroma je šolstvo, izobraževanje, javno, državno, zasebno, katoliško šolstvo, vsi različni vidiki. In danes jih bomo odprli z dvema odličnima gostoma, ki prihajata iz dveh slovenskih katoliških gimnazij. Naš namen ni podati neko reprezentativno sliko vseh katoliških gimnazij, čeprav tudi jaz prihajam iz ene, iz gimnazije Želimlje, ampak enostavno odpreti eno debato o katoliškem šolstvu, predvsem gimnazijah, kako so učinkovite, kaj pravzaprav, kakšno vlogo imajo v naši družbi in tako naprej. Z nami je gospod Tone Česen, ki je direktor Zavoda svetega Stanislava, pod katerega spada med drugim Škofijska klasična gimnazija v Šentvidu. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. In pa dr. Gabriel Kavčič, ki je med drugim škofov vikar za Škofijsko gimnazijo Vipava. Pozdravljeni tudi ti. Hvala za vabilo. Tako, najprej, draga gosta, me zanima kot ene vrste predstavnika cerkve in predstavnika vajnih gimnazij, tista, ki sta tudi na nek način zadolžena za nadzor, za vizijo in tako naprej. Kaj je vajna vizija za vajni katoliški gimnaziji? Kaj je njun smisel, zakaj, s kakšnim namenom obstajata? Mogoče najprej gospod Česen. Ja, zdaj, da sploh je cerkev se nekako vključila v vzgojno-izobraževalno delo tudi v Sloveniji, je seveda posledica ali pa rezultat dolgoletne, večstoletne izkušnje cerkve po vsem svetu, ki je bila vključena v vzgojno-izobraževalno delo. Tako je tudi pred več kot 100 leti v Ljubljani takratni škof Jeglič želel, da bi začeli s katoliško šolo in je takrat ustanovil, zdaj imenujemo jo Škofijsko klasično gimnazijo v Zavodu svetega Stanislava, kot ga je že takrat on sam poimenoval, in je pravzaprav pred drugo svetovno vojno začel s tem vzgojnim poslanstvom v cerkvi v Sloveniji. Zdaj, če bi šli pogledati široko po svetu, bi seveda videli, da je katoliških šol zelo veliko, po nekaterih državah, lahko celo v pretežnem delu, sploh v severni Evropi recimo. In tako je tudi v osamosvojeni ali pa torej v Novi Sloveniji po letu 1991 nastala želja, da bi iz tistih že obstoječih šol, kot so bile v Želimljem in pa v Vipavi, tudi v primeru našem Ljubljani, začeli s katoliško šolo. Torej najprej z gimnazijo, potem pa se je to širilo s pripadajočim dijaškim domom in se širilo v osnovno šolo, vrtec, glasbeno šolo, tako da imamo pravzaprav celotno vzgojno-izobraževalno vertikalo. Zakaj? Zato, ker smo prepričani v cerkvi, da lahko mi damo nekaj več, kot je samo ta izobraževalni del, se pravi zelo dobro, kvalitetno recimo podlago za nadaljnji študij, ker skušamo pomagati mlademu človeku pri razvoju, pri rasti v celovito osebnost, se pravi na vseh področjih, tako telesnem kot duševnem in pa predvsem duhovnem, torej da raste tudi v teh krščanskih vrlinah, vrednotah, držah, ki so zelo pomembne za njegovo življenje. Tako da na ta način in s tem temeljnim poslanstvom tudi mi danes, recimo v Zavodu svetega Stanislava, delujemo. Spravi, zgraditi celovito osebnost tudi v duhovnem smislu. Ja, ena od vrednot, temeljnih vrednot poslanstva katoliške šole je gotovo ta celostnost, celovitost osebnosti, se pravi, da ne gledamo samo parcialno na en del njegovega življenja, kot je recimo znanje, ali pa če bi poenostavljeno rekli glavo, ampak predvsem na vse vidike njegovega življenja, tudi na te socialne vidike, na odnose in seveda na to versko, duhovno razsežnost njegovega življenja. Gospod Kavčič, kaj drugače pri vas? Ne, morda to, kar zmeraj povem, jaz imam govor za začetek šolskega leta, za informativni dan, za dan odprtih vrat že vnaprej napisan, vedno isto povem. Mi moramo biti med odličnimi gimnazijami, to je jasno in to gre nekako tudi skupaj potem s to katoliško usmeritvijo. Vse 4 katoliške gimnazije v Sloveniji so zelo dobre gimnazije in to je tisti začetek. Zraven pa seveda možnost za tistega, ki želi, kjer to želijo starši, kjer to želi dijak, dijakinja, da lahko živi in se razvija tudi v tem katoliškem verskem smislu naprej.
tako da bi se nihče ne počutil neugodno na naši gimnaziji, ker je vendarle to splošna gimnazija odprta za vsakogar in tako tudi je. So tudi dijaki recimo neverni in se zaradi tega, ker so na katoliški gimnaziji, ne počutijo prav nič ne v redu. Na drugi strani tudi stabilna, trdna opora vsem, ki bi želeli rasti tudi na tem področju. To pa je gotovo potem dodana vrednost naše gimnazije v tem čisto katoliškem smislu, pa tudi, kot smo rekli, dobra gimnazija, pa kvaliteten dijaški dom, tako da lahko se te mlade duše tam izobražujejo na vseh področjih. To je to. Gotovo en del je pa tudi evangelizacija. Zdaj, tukaj je pa potem nadaljne vprašanje, kako dobro to gre. Se pravi, odličnost, vrednote, celovitost, bi lahko rekli, da so neke še vedno precej splošne reči, ki jih verjetno tudi marsikatera državna gimnazija zasleduje. Kar je dodanega, je pa možnost za tudi duhovni razvoj. Tako, in pa v našem primeru sem kar zadovoljen vedno znova, ko gledam rezultate, da smo dobra gimnazija, odlična gimnazija, tudi če nimamo ne vem kakšnega prevelikega vpisa dijakov, kar avtomatično pomeni potem po točkah, da pobereš že vnaprej boljše dijake, kot se temu reče, je grdoma, tako je, statistika je jasna, ampak da sprejmemo čim večji krog v tisti številki, ki jo ponudimo, in da se potem pomaga ne samo, da bo čim več dijakov, zlatih maturantov, pa diamantnih, pa nekaj vse potem štejemo na koncu, ampak tudi ravno na drugi strani, da se pomaga tistemu, ki nekoliko težje shaja, da lahko se katoliško izobražuje ali pa katoliško obarvano izobražuje na odlični slovenski gimnaziji. Vse to mora biti pokrito, to je vsaj naša vizija. Se pravi, ne samo veselje zaradi obilice, in jih je obilica vedno zlatih maturantov, ampak tudi tisti, ki je komaj, kot se reče, pregural čez, da pride čez in da je deležen dobre vzgoje. A se vam zdi, da je tukaj pomembna neka hierarhija vrednot, v katerim je šola dejansko usmerjena? Ker recimo se mi zdi, da je za vse katoliške gimnazije pri nas res to, kar pravita, se pravi, da je možnost za duhovno rast, da je možnost tudi za sakramente, za duhovni pogovor in tako naprej, ampak da velikokrat je vtis, da je veliko več poudarka na učnem uspehu, na tem, da so dijaki pridni, če tako grdo rečem. Tisto je pa pač dodatna možnost za nekatere. A s tem zameglimo tisto osnovno poslanstvo cerkve, zveličanje duš ali ne? Ja, tukaj je lahko vprašanje, ali bi katoliške gimnazije imele vpis, ali bi se otroci vpisovali ali pa tudi v osnovno šolo, recimo, ali pa v vrtec, ne? Če bi bile po učnem uspehu ali pa po rezultatih na maturi slabši. Tega mi sicer ne vemo, ampak jaz mislim, da ne. Zato, ker je pač temeljna odločitev, da obstaja katoliška šola strani ne cerkve, ki jo je ustanovila, ampak je temeljna odločitev strani staršev, ki si tako šolo želijo, ker podpira in nadaljuje tiste vzgojne principe in pa poteze, ki jih v družini pravzaprav starši živijo in jih želijo živeti, ne. In tukaj seveda je en velik izziv vedno znova za katoliško šolo, ker se čas, v katerem živimo, spreminja, okoliščine se spreminjajo in je treba biti dosti odziven, ne. Mladi v bistvu so razmeroma kratek čas v šoli, recimo v srednji šoli samo 4 leta, tako da tukaj se mi zdi, da ta odličnost, ne, o kateri smo prej malo govorili, je tudi v tem, da pravzaprav zaznamo in pa pomagamo tistemu, vsakemu, ki pride k nam v šolo, da res odraste v najboljše, kar je za njega. In ni nujno, da bo to v generalnem smislu skupaj za vse, ne, v točkah, ker pač iskreno povedano sistem merjanja kakovosti v slovenski šoli je trenutno narejen samo na rezultatih iz mature. Se pravi, toliko točke recimo posameznik dosegel ali pa toliko točke recimo šola kot taka dosegla in s tem se meri kakovost ali pa uspešnost recimo neke šole. Ampak jaz mislim, da so te drobne zgodbe, o katerih je že prej Gabriel govoril, ko nekdo recimo tudi z manjšim uspehom iz osnovne šole ali pa z manjšim znanjem ali pa z manjšimi zmožnostmi pride in naredi nekaj iz sebe, in v bistvu ta je tisti, ki je naredil nekaj odličnega in šola mu je lahko pri tem pomagala in starši so zato
potem tudi lahko hvaležni, so izbrali recimo šolo. In tukaj seveda šole na nek način med seboj se razlikujemo in to je tista pestrost in lepota pravzaprav, da lahko vsak izbere šolo, ki mu je najbližja. Ja, super, jaz bi dodal samo to, da vedno znova opozarjam, šola ni mašina, ne? To ni mašina, ki štanca žeblje. Ne moremo reči, da zdaj pa mi pričakujemo tako in zdaj bomo tako in tako vzgajali in potem morajo priti taki in taki dijaki ven, to ali pa učenci, karkoli že, to ne gre. Mi moramo dati ta pravi servis na voljo, recimo temu, in del tega servisa na katoliški šoli je gotovo tudi evangelizacija, pogovor z duhovnikom, je kapela, je, če drugega ne, meni se zdi dragoceno že to, posebej v današnjem času, da lahko v miru govoriš o Bogu in o cerkvi, pa nisi čudak, ne? Že to je ena velika zadeva v 21. stoletju v primerjavi z praktično vsemi drugimi šolami naše države. Tako da se mi zdi, da si ne smemo predstavljati kot nek sistem, ki ga moramo zdaj ravno prav uravnotežiti, da bo proizvajal take ljudi, kot jih mi želimo, ampak spoštovati svobodo vsakogar in ne kriviti potem šole, zato ker ni proizvedla dovolj navdušenih kristjanov. Je vseh sort tukaj noter, je od tega, kako se duhovnik ujame z njimi, do tega, kako profesorji recimo pristopajo zraven, do tega, koliko normalno je v nekem razredu, da zapojejo nekaj skupaj. Tako, vse skupaj, 1000 zgodbic je tukaj notri v eni veliki zgodbi enega dijaka, dijakinje, ki potem zapusti neko šolo. Nekateri iz tega poberejo več, nekateri manj, ampak to ni nujno zdaj, ali pa mislim, da sploh ni nujno krivda ali pa zasluga šole. Ena od stvari, ki je še tle zelo pomembna, se mi zdi, pa je morda premalo izpostavljeno včasih, je to, da dejansko katoliška šola podpira tudi župnijsko občestvo. Se pravi, ko nekdo prepozna, lahko je to župnik recimo, ali pa kaplan, ali pa nekdo v župniji, da bi nekdo bil primeren, da bi nadaljeval svojo vzgojo v katoliški šoli, da bi ga pravzaprav spodbudil, ne? In bi rekel, glej, tam je zate dobra šola, kjer boš lahko ti te stvari, ki jih sam v sebi že nosiš, in talente in sposobnosti in pripravljenost za delo, razvijal, nadaljeval in krepil in boš potem imel neko poslanstvo pri nas ali pa nekje drugje. In jaz mislim, da tukaj imamo še dovolj priložnosti, recimo zato, da bi tukaj več razvijali. Se pravi, katoliška šola je v temeljnem poslanstvu cerkve, tako kot je tukaj kateheza, kot je tukaj torej oznanjevanje samo, kot je recimo bogoslužje, torej tudi katoliška šola in prostor, kjer se ta cerkvena skupnost uresničuje. Na katere načine se najbolj uresničuje? Ker recimo zadnjič sem imel en zanimiv pogovor o eni sicer osnovni katoliški šoli na Hrvaškem, kjer se pač sprašujejo podobne stvari, ustanovljena je bila na pobudo staršev, je pa pač tam okolje precej drugačno, je mogoče že nasplošno duhovnost, katolištvo in tako bolj sprejemljivo, tudi družbeno in tako naprej. In recimo tam je eden od načinov ta, da ima vsak učenec svojega mentorja, ki je pravzaprav kot nek duhovni spremljevalec, ki ga spremlja, ve, kje je, na kateri točki je, ne da ga v karkoli sili, ampak da mu je pač nek osebni mentor. In se mi zdi, da se v bistvu zelo močno s tem poudari ta duhovni vidik, ki ga lahko katoliška šola ima v smislu tudi duhovne vzgoje, poleg izobraževanja. A imajo katoliške gimnazije pri nas kakšen drug način za podobno stvar? Ali je v bistvu vse skupaj drugače tudi zato, ker je druga starostna skupina, ker je okolje drugačno? Ja, jaz recimo pri nas to vidim takole, ni tako malo teh vsebin. Zdaj recimo si ne predstavljam, da bi se šli nek coach varianto, se pravi to enostavno že zaradi recimo human resources, se pravi imaš to, kar imaš in naše ustanove se zmeraj ubadajo tudi s tem, koliko in katere ljudi imaš in tako naprej. To je eno, se pravi milje, način, kako se pri nas razmišlja, kako se tudi vidi vero, morda tudi, pa že itak imamo malo težavo v Sloveniji zaradi tega, ker je zmeraj, smo tako nekako cepljeni od prejšnjega sistema na to
povedati nekaj o svoji veri na zunaj, da to še zmeraj ni šlo ven iz nas. Imamo še to težavo malo, ki jo recimo Hrvatije zagotovo nimajo toliko. Potem pa jaz gledam tako, recimo, kot pravi Gospod Jezus, se pravi, dovolj je dnevu lastna teža. Tisto, kar se da narediti, se da narediti. Mi recimo imamo sistem postavljen, da je skupna molitev, ki je bolj prisotna kot kje druge, se pravi 3-krat na dan je še angel Gospodov, mislim tako naprej. Potem ta predmet, dodani predmet, ki ga imamo vse 4 gimnazije, ki ga poskušamo zdaj v zadnjem času izrazito peljati stran od recimo od obeh ekstremov, da bi bil to samo verouk, pa da bi bilo to samo neka recimo neke družbene vede ali kaj takega, ampak da se najde na ta prava umestna pot, prisotnost duhovnika, prisotnost kapele in pa da so te teme in vse, kar se verskega spremljanja tudi na šoli tiče, normalne na šoli. Zakaj pa ne bi bil recimo samo verouk? Zaradi tega, ker mislim, da ta starostna skupina tega ne pričakuje. Vsaj jaz imam tak občutek, jaz držim celoten recimo starostno strukturo, nekaj malega v 1. letniku, potem pa 2. in 4. letnik in jih spremljam kar precej na tesno, bomo rekli, skozi učni proces. In te generacije imajo zelo, zelo jasna vprašanja, ki se vsako leto nekoliko spreminjajo in ne pričakujejo verouka, pričakujejo pa, da vprašanja, ki jih bodo postavili, jaz na veroučni način obravnavam. To je pa malo umetnosti, pa malo moraš pogoreti tu in tam, pa malo te morajo pokritizirati tu in tam, ampak počasi gre naprej. Sej je, sej pedagog mora vedeti, kako mora zadeve peljati. Ampak tukaj je treba zmeraj peljati na tak način, da ni, zdaj tu je tako kot na župniji, če rečeš verouk, so vsi alergični, se lahko delaš eno in isto stvar, ne? Z isto skupino ljudi, samo ne smeš reči, da je verouk, pa je vse v redu. Jaz bi tukaj pri verouku samo eno stvar izpostavil, ki se mi zdi tako zelo slovenska posebnost, ne? In sicer mi smo bili prisiljeni po, se pravi, 2. svetovni vojni v obliko pouka o veri v župniji, ker pač tega več v šoli ni bilo in tudi več tega ni in ne vem, če kdaj spet bo, glede na politične razmere v Sloveniji. Na Hrvaškem je to drugače, ne? Tam dejansko je to, kar je kateheza, uvajanje v zakramente, priprava na odnos z Bogom, je del zdaj pri njih, ne, tudi šolskega procesa, kar je pa pravzaprav pri njih postala tudi težava. Ko so oni dobili možnost po konkordatu za to, da so uvedli katehezo, se pravi pripravo na zakramente v šole, je nastala težava v župnijah, ne. Mi imamo pa drugo težavo, ker imamo pa seveda nek pouk o veri, se pravi neko splošno znanje, neke vsebine verske, ki jih mora vsak pravzaprav dobiti in se z njimi seznaniti, vključene v isti proces tudi z uvajanjem v vero, v odnos z Bogom. In zato zmanjka na eni ali pa na drugi strani časa. To je pravzaprav težava vsega osnovnošolskega verouka v naših župnijah, ne, ker bi lahko bilo, ne. Zdaj v srednji šoli, ali pa če bi mi hoteli recimo v začetku 90. let, je bil poskus, da bi pač uvedli neko obliko verskega pouka v vse šole, tudi v osnovne šole in v srednje šole. V Sloveniji seveda to žal se ni šlo. Mi pa smo tukaj poslani, ker imamo ljudi, otroke, ki niso prepričano verni in ne želijo morda enkrat biti verni, imajo pa, zato ker so pri nas v šoli, potrebo in pač mi pričakujemo, da se seznanijo z vsemi vsebinami vere. Se pravi, da na tej spoznavni ravni vejo, kaj je vsebina, ali pa ne samo ene vere, pa tudi različnih ver, ne. Hkrati pa mi za vse tiste, ki pa želijo ali spoznavajo, torej tudi izkušajo, da bi recimo enkrat pa morda sprejeli zakramente, celo če niso verni, preko katehumenata, ponujemo še dodatno recimo katehezo in pa pripravo na zakramente. In za tiste, ki pa so že vključeni v župnijsko skupnost in to, pa dobijo tisto, kar pravzaprav morda za kar ni časa, recimo v župnijah, ker marsikje ni neke oblike verskega pouka. Mimogrede, a morajo biti učitelji oziroma profesorji na vajnih gimnazijah katoličani? Ali pa mi ne preverjamo, mi preverimo ali pa vprašamo recimo o tem, če sodeluje, ampak če bi recimo, ali pa če je nekdo, ki je
odličen kot učitelj, se pravi, ki je profesionalen in ima vse kompetence in pač zadostuje vsem pogojem, potem seveda ni nobene ovire, da bi bil zaposlen, tudi če ni katoličan, če nima krstnega lista. Še več mislim, da tega ne smemo preverjati, ker sem prepričan, da bi kmalu prišel zagovornik načela enakosti na šolo, če bi se slučajno navzven pokazalo, da se je to recimo partikularno značilnost človeka preverjalo. Ok, no in to me pelje k naslednjemu vprašanju. Koliko je lahko trenutno katoliška gimnazija drugačna od državne? In če bi lahko pač spremenila karkoli v učnem načrtu, pri čemerkoli drugem, kaj bi bile recimo prve 3 stvari, ki bi jih spremenila? Torej, če ne bi bilo odvisnosti od države v nikakršnem pogledu. Ali pa tudi od, ne vem, cerkve ali pa česarkoli, če bi imela vse niti v svojih rokah. Mogoče najprej to, koliko je lahko sploh trenutno drugačno. Glejte, jaz mislim, da je ključna razlika, to, kar sem že zdaj govoril, v teh dodanih vsebinah. Se pravi, to, kar je vsebina srednješolskega izobraževanja v gimnaziji v Sloveniji, je pogojeno z maturitetnim izpitom na koncu. In tega izpita ne moreš spreminjati. Pač vsebine je treba znati in jih je treba tam pač tudi kompetentno zagovarjati in to tudi pričakujejo tako dijaki kot starši, da jih bomo mi v katoliških šolah naučili in jih pripravili na ta izpit, da bodo, ker je to vstopna točka in pravzaprav na nek način vstopna karta, vstopnica za vpis na fakulteto, na katerokoli. Torej, tukaj ne moramo spreminjati. Kar je dodana ali pa drugačna vrednost in ponudba recimo katoliške šole, so vsebine, ki se ob tem šolskem obveznem programu ponujajo mladim. To je pa pravzaprav celoten spekter vseh dejavnosti, ki se dogajajo ali pred ali v času med ali pa po pouku. Tukaj pa imamo kar nekaj manevrskega prostora, ko lahko v urniku opredelimo recimo neke možnosti od dejavnosti, ki se tičejo športa, petja, torej glasbe, ustvarjalnih delavnic, likovne umetnosti in še vsega drugega. Ja, jaz, če bi bilo zdaj to Alica v čudežni deželi, da bi imeli to možnost, gotovo bi potrebovali večjo svobodo pri izbiri zaposlenih, se pravi tudi naknadno, ne samo, ker lahko se izkaže, da v kakšnem primeru tudi nisi najbolj uspešen pri izbiri. Potem pa, namreč zakaj? Gimnazija je gimnazija, ima svoj učni načrt, ki mislim, da ne potrebuje bistvenih sprememb razen toliko, kolikor jih nujno potrebuje celoten gimnazijski sistem v Sloveniji. Ampak mislim, da je že prav, da smo nekje v enem sistemu. Zdaj vprašanje je pa nasplošno, če je gimnazijski sistem trenutno tak, kot bi lahko bil ali pa najboljši za naš čas. Ampak mi moramo gotovo temu sistemu ustrezati. Je pa tako, da če so ta pravi ljudje na pravih mestih, lahko ta dodatek, ki smo ga čisto na začetku omenjali, kar katoliška šola dodatno ponuja, lahko ponudi čisto vsak. Sej nekdo, ki želi nekaj iz ljubezni do svoje vere povedati, lahko zato najde priložnost tudi pri matematiki pa pri biologiji. Pravzaprav sem imel sam profesorje, ki so to odlično znali v svojem čisto običajnem predmetu, krasni pedagogi, zraven so pa na katoliški gimnaziji izkoristili priložnost, da so še nekaj od te vsebine notri skrili ali pa vsaj skozi spremljanje ekskurzij pokazali, kako sami živijo svojo vero. Tako da tukaj se da. Potem pa seveda, tisto, kar bi si jaz želel, je potem še, recimo, če bi imel seveda za to finance, da bi imeli svobodo tudi pri nagrajevanju, zaradi tega, ker to bi avtomatično pomenilo, da ne tekmujemo z vsem ostalim, ki je praktično na istem nivoju in se potem v tem svetu, v katerem manjka možnosti za zaposlitev, seveda se malo zatika. To in pa večjo sproščenost na področju res vprašanj o veri, v smislu, da ne bi kar naprej nad nami ždela neka, ena tabu tema glede vere, ki nas v bistvu ovira vse povsod. Od tega, da ni verouka v šoli, kot je to prej lepo razložil, do tega, da recimo je treba zmeraj kar malo paziti, koga kaj vprašaš, zaradi tega, ker je to tako partikularna značilnost človeka. Se pol do 4. letnika se že segreje nekako, ampak recimo to so... A pa to trenutno omejuje
sistem ali naše omejitve v glavi? Oboje. En kos tega je zagotovo sistem, to je bilo prej lepo povedano, ta povojna zgodba Slovenije in pa ta tabuiziranost vere v javnem področju. Na drugi strani pa tudi mi malo, seveda, ne. Zdaj, če bi šli iskat napake na svojo stran, jih lahko potem pa še najdemo. Od tega, koliko so duhovniki navdušeni za delo z mladino, ne. Kje dobiš duhovnika, ki bo pripravljen delati z mladino, kako ustanovitelj poskrbi za svojo ustanovo in tako naprej, ne. No, jaz bi tukaj samo eno stvar dodal, in sicer to, da seveda pa mnogi naši učitelji, ki delajo na katoliških gimnazijah, sodelujejo v teh raznih predmetnih skupinah na ravni države, se pravi na ravni priprave tudi vsebin, in so izdali tudi, če bi šli gledati v preteklih letih, veliko učbenikov za posamezna področja predmetna v gimnaziji. Tako da tukaj se mi pa zdi, da lahko tudi katoliška šola s tem, da njim omogoča, da se tukaj profesionalno razvijajo, da imajo recimo eno dobro okolje, da tudi na ta način potem posredujejo v strokovno javnost med ostale učitelje neke vsebine, ki seveda spreminjajo počasi lahko tudi neko družbeno klimo, ne. Podobna stvar so recimo razni seminarji za pedagoške delavce, ki jih lahko organiziramo, pri nas jih kar nekaj organiziramo, kjer dobimo potem seveda, če drugega ne, vsaj učitelje na ali osnovnošolski ali srednješolski ravni, ki pridejo, ki se z nami srečajo, ki razbijajo te tabuje, da je pač zdaj neka katoliška šola en svoj otoček, ne, pač mi smo eden od sodelavcev v tem procesu, recimo, ki pomagamo mladim, da pravzaprav odrastejo. Pa vseeno še vi, če bi imeli čarobno paličico, brez omejitev šolskega sistema, države? Ena od stvari, ki bi se lahko v Sloveniji sprostila, ampak se verjetno ne bo, zato ker je pač ta, zdaj rečemo, zasebni sektor, ampak kjer je pač ustanovitelj za neko vzgojno-izobraževalno ustanovo zasebnik, je to, da bi seveda uvedli vavčerski sistem, po katerem bi seveda lahko nekdo, ki se izobražuje, dobil toliko in toliko denarja iz državnega proračuna, se pravi, kamor smo mi vsi prispevali preko davkov, bi dobil enako in bi izbiral šolo. Ta šola bi pa seveda imela, tako kot je že Gabriel nakazal, možnost, da po svojih lastnih merilih nagrajuje oziroma plačuje svoje zaposlene, kar pa seveda v našem trenutno mišljenju, ki ga imamo, ne, te uravnilovke socialnega sistema oziroma socialnih transferjev je pravzaprav nemogoče, ne. Ampak to bi pomenili pač nek napredek, kjer bi seveda mi lahko imeli večje ali pa bolj proste roke, recimo, ali pa tudi več možnosti potem za izbiro ali pa za privabljanje recimo tudi določenih ljudi. Okay. Še eno vprašanje, ki sem ga hotel obdelati, je vprašanje izbirnosti, pa s tem, oziroma recimo temu usmeritve na posamezna področja na tej srednješolski ravni in s tem povezano, zakaj recimo nimamo tudi kakšne katoliške srednje šole, tehnične šole, česarkoli v bistvu bolj usmerjenega. No, vsaj moja izkušnja je bila taka, da sem najbolj trpel, ne zato, ker bi bila slaba gimnazija ali pa ker bi bili slabi profesorji, ampak enostavno zato, ker mi toliko stvari ni ležalo, sploh recimo toliko predmetov ni ležalo, sploh pa ne za takim načinom učenja, kot prevladuje pri nas, in mi je bila recimo svoboda, ki jo doživiš takoj, ko prideš na faks, pač nekaj, kar mi je vse spremenilo. Pa imam še vedno zelo lepe spomine na srednjo šolo, ampak recimo, če se pa pol spomnim tistih dolgih ur, sem pa kar vesel, da je konec. Skratka, ja, zakaj nimamo bolj usmerjenega srednješolskega katoliškega izobraževanja? Morda to ne, z zgodovinskim delčkom še, ne, verjetno, ker smo vse zaenkrat na gimnazije stavili in osnovno šolo. Ja, ne, torej pri nas so bili resni razmisleki o tem, da bi ustanovili tudi poklicno srednjo šolo oziroma strokovno srednjo šolo, da bi seveda omogočili na ta način tistim dijakom ali pa tistim učencem, ki so bolj usmerjeni v nek konkreten poklic, da bi se lahko izobraževali tudi v nekem podobnem katoliškem okolju. To je bila tudi želja staršev, pravzaprav večkrat že izražena. Mi pravzaprav smo imeli nek program pripravljen celo, ne. Omejitve so bile delno strani države, ker pač ni omogočala sploh na zakonodajni ravni ustanovitve take šole. To je bila ena stvar. Druga stvar je bila pa to, da je to povezano z razmeroma visokimi stroški priprave prostorov, zaradi tega, ker pač potrebuje toliko dodatne opreme, ker
iskreno povedano, za gimnazijski program je potrebno stol, miza in tabla, ne. Za strokovno šolo je pa potrebno bistveno več, ne. A ste imeli prav že izbrano stroko? So bila razmišljanja, recimo, to je zdaj že več kot 10 let nazaj, recimo v smeri neke informatike, informatizacije, se pravi ta del, recimo, ki je zelo zdaj popularen, in pa seveda tudi zdravstveno področje. Zdaj druga stvar, ki je pa še s tem povezana tudi, je pa demografija, ne. Zdaj mi imamo te šole pravzaprav v Sloveniji kar dobro, vse šole, dejansko šolski sistem v Sloveniji pokriva pravzaprav vsa področja. Otrok, mladih, teh, ki se vpisujejo v srednje šole, je vedno manj, in pravzaprav tudi tukaj bi bilo zelo težko potem, glede na to, kar vidimo trenutno v aktualni politiki v odnosu do vrtcev, pridobiti ali pa zagovarjati recimo stališče, pa pozitivno zeleno luč dobiti za ustanovitev take šole, ne? Ker tukaj so seveda tudi drugačni še politični interesi in pa tako da zaenkrat je ta zadeva zelo, zelo v mirovanju, žal, ne. Bi si pa želeli, če bi imeli neke možnosti, da bi pa sigurno eno tako šolo naredili. Na področju javnega sektorja v Sloveniji tako ali tako velja ena taka postsocialistična greznica. Zaradi tega, ker državi se veliko bolj izplača zdravnik, zasebnik, kot pa vzdrževati celotno bolnico po konci, kot tako imenovano javno bolnico. V šolstvu enako in še v marsikaterem sektorju zelo, zelo podobno. Zakaj? Zaradi tega, ker je splošno pravilo, da zasebni ustanovitelj v tem primeru prevzame celotno amortizacijo, stavbo, vzdrževanje te stavbe in tako naprej. Država bo prispevala samo del za izvajanje, se pravi plače zaposlenih in pa določene druge zadeve zraven, ampak nekje se ustavi in vse, kar se tiče stavbe in vzdrževanja pri zasebnikih, ni stvar stroškov države. In kljub temu, da to vsi vemo, da so številke jasne, da so zasebne ustanove v Sloveniji recimo voljne več delati in bolje delati, kljub temu velja ta greznica pri nas, da se te zadeve ovirajo. To je zdaj en del zgodbe. Na drugi strani zgodbe je pa potem seveda to, kot je Tone rekel, če bi želeli iti v ta sistem, jaz mislim, da bi se najprej pri večini recimo slovenskih škofij ali pa tudi redov, v primeru ene gimnazije red zadaj kot zasebni ustanovitelj, bi se verjetno zataknilo ravno pri investiciji v samo zgradbo. Potem gre pa še naprej. Ampak vseeno se gradijo tudi nove stavbe, telovadnice, dijaški domovi in tako. Tako drži, ampak znotraj obstoječih kompleksov. Recimo jaz, če sem čisto iskren, gospod Vinko Lapajnek je takrat gradil to, čemur danes pravimo kompleks škofijske gimnazije Vipava, je moral imeti res veliko poguma, veliko vere obojega. Ne vem, če bi danes na tak način recimo speljali zadevo čez, ne. To je bil tudi en tak poseben čas. Kot je rekel Tone, tudi pri nas, ne, kar se mene tiče, jaz že vidim, ne, v Vipavi je prostor, če bi, recimo, večkrat se pohecam, rečem, če bi kdo zadev na loteriji, naj prinese, začnemo takoj specialne učilnice delati in gremo naprej. Z veseljem, ampak je pa res tudi demografija in pokritost šolskega področja. Se pravi, res bi morali najti smer, kjer bi postavili eno veliko alternativo, po moje, da bi lahko razrede sploh ustrezno napolnili. Ker to je pa potem še naslednji korak. Tudi recimo, če gremo spet v palčko, magično palčko in to naredimo zdaj v tem trenutku, kaj pa potem, ne? Kaj pa recimo, kako pa zdaj to zadevo naprej peljati, kako pa razrede napolniti, potem pride vprašanje glavarine in tako naprej, kjer se že zdaj s tem ukvarjamo na splošni gimnaziji. Katero stroko bi pa ti potem izbral? Ja, jaz osebno bi, zdravstveno mislim, da ta bi tudi, če bi ljudi vprašali, tako kot slišim, mislim, da bi ta bila najbolj izpostavljena. In pa jaz osebno imam, recimo jaz bil vzgojiteljsko zagotovo, jaz osebno. Mislim pa, da bi katoliški javni glas izbral zdravstveno, verjetno tako. Okay. Ja, ali pa obe. Ali pa obe, ja. Malo bi se rad dotaknil še konkretnih problemov vajnih dijakov, ali pa, mislim, nasplošno dijakov katoliških gimnazij. Zdi se mi tudi svoje izkušnje, da pač se ne moremo slepiti, da so to neki popolni mehurčki, enostavno neka struktura ali pa problemi so precej podobni kot v
drugih gimnazijah seveda je kakšna stvar drugačna, nasplošno verjetno je glede večine teh problemov malo boljše, se mi zdi, no, vsaj po mojih izkušnjah ali pa po pogovorih z drugimi dijaki. Vseeno pa pač ja, pridejo zraven vsi sodobni problemi, ideologije in tako naprej. Vem, da sta imela tudi oba že recimo kakšen primer povezan s tem, pa če gremo kar na en konkreten primer. Naprimer, da v sklopu vedno bolj agresivne ideologije LGBT ena od dijakinj želi spremeniti spol in želi, da jo naslavljajo učitelji in drugi uslužbenci šole z zaimki, ki so pač drugačni od očitnega naravnega spola. Kako bi se vajina šola odzvala? No, mi, ko smo imeli ta primer, smo postopali po tem procesu, po tem postopku, ki pravzaprav je v državi uveljavljen, torej dokler nekdo nima odločbe strani pristojnih institucij v Sloveniji, da nima spremenjenega imena, se ga pač kliče z imenom, ki ga pač ima in se ga naziva spolom, ki ga ima. Zdaj, ta seveda proces je v srednješolskem času ali pa v srednješolskih letih se ponavadi ravno začne in se pravzaprav proti koncu srednje šole zaključi, tudi zato, ker je potem dovolj ta oseba stara, da lahko ta postopek speljejo do konca z privolitvijo staršev, oziroma kasneje potem z njegovo lastno, ne. Tako da mi smo bili vedno na tem ravno vmesnem obdobju, ne, ko je do teh potrditev oziroma do teh dokumentov že prišlo in smo postopali v skladu s tem, se pravi, dokler ni bilo izdanih posebnih dokumentov oziroma ustreznih dokumentov za spremembo imena in spola, smo pač delovali v skladu s tem, kar je trenutno bilo. Tako da se mi zdi, da smo z veliko mero dialoga, pogovora, zelo konkretno s to osebo, pa s tistimi, ki so bili zraven vpleteni, sošolci, sošolke, potem pač tudi dijaškem domu, tudi recimo Cimri in podobno, uspešno rešili, ne. Če bi se pa ta sprememba zgodila recimo že v času... Saj je bilo v času šole, ampak nekako te stvari se morda od zunaj zdijo, da so v trenutku, ampak tukaj zadaj so zelo dolgi procesi. To se pravi, tukaj to traja mesece in mesece, lahko celo leto, ne. In je ogromno njih pogovorov in teh interakcij in za tistega, ki je znotraj, je nek proces, ki se na nek način naravno odvija, ki ga je treba pač spremljati, je treba biti pozoren, treba spoštovati dejansko človeka v vsej njegovi integriteti. Je pa seveda potem vprašanje, je pa na tej notranji osebni ravni, recimo posameznikove vesti, recimo ne tega, ki recimo spreminja spol, ampak tistih, ki vstopajo skupaj z njim, ker se recimo oni sami ali pa nekdo sam ne strinja s tem, da je to sploh pač možno narediti, ne. In tukaj je bilo pa spet potrebno veliko pogovorov, veliko razmislekov, en proces rasti, ki smo ga šli pravzaprav vsi, ki smo bili v to vključeni skozi, ne. Od učiteljev do sošolcev, sošolk do nas duhovnikov recimo, ne. Ni enostavno, no. Ampak je pa lažje, zato ker to ni pač zdaj je tako in jutri bo tako, ampak je v bistvu en dolg proces, ne. Ja, mi do te točke nismo prišli in tudi ne bi želel iti niti v konkretnosti teh zadev. Je pa tako, tukaj se zopet vidi podobno kot prej, pravzaprav samo da tukaj pa zdaj na pedagoškem nivoju, ne toliko finančnem pa na področju tega, ne. Jaz osebno bi zagotovo odprl vprašanje vzgojne usmeritve šole. Samo na tem področju po vsej verjetnosti ne bi mogel čisto ničesar narediti, zaradi tega, ker je ta plomba, mogočna plomba recimo državne kontrole nad vsem zelo, zelo močna, pač ne, razen če si popolnoma v nekem, ne govorimo več o zasebnem, ampak skritem sektorju, da te družba ne vidi, potem še lahko recimo, drugače pa je danes je družba na nekatere teme, v bistvu družba ne, samo nekaj odstotkov, ki so pa zelo glasni, tako občutljivi, da si potem ne moreš privoščiti ničesar bolj pomembnega ali pa večjega, brez da ogroziš celotno šolo ob tem. Kaj točno pomeni ta vzgojni sistem, ki si ga omenil, kakšen je zdaj in kakšen bi bil? Ja, jaz mislim, da je pač treba zelo enostavno postaviti zadeve in reči, ne, in še tle bomo javno to povedali, pač, da spola sta dva, osebne zgodbe so osebne zgodbe
za katere pa ne moremo zdaj pričakovati, da jih bo celotna družba upoštevala, ker to je v bistvu tudi ene vrste prisila vsega skupaj in zloraba vse skupaj, se pravi, da se mora zdaj pa celotna družba prilagajati nekomu, ki razglasi nekaj, kar ne ustreza objektivni situaciji. To si bo treba enkrat priznati. Je pa to, kar je to narekel, popolnoma res. Mi moramo, če prej ne, recimo tudi, če bi to zadevo obšli, naprimer, da bi nam nekako uspelo obiti vprašanje, zdaj, koga jih kličemo, kako po imenu, prej ali slej bo, če drugače ne, tajnica maturitetne komisije morala izdati spričevalo na tisto ime, ki bo tam. Nimamo druge izbire, mi ne moramo potem drugega listka izdati. Samo tako peljem do konca tega procesa, ker na vse zadnje nimaš izbire. Tudi v e-asistentu je tista barva dijaka, ki je tam, ga zaznamuje tudi njegov spol. Zdaj, če se tam zadeve spremenijo, kakšnih bistvenih sprememb tukaj oziroma kakšnih bistvenih odstopanj ne more biti, zato ker te sistem sam pelje noter in za to poskrbi. To je točno to, kar je Tone rekel. Se pravi, če imaš srečo, je zadeva dovolj pozna, pa dovolj dogovorjena, pa dovolj zavlečena, da se že prej konča srednješolsko izobraževanje. Ne bom skrival, da to bi bila res zelo, zelo težavna situacija. To je približno tako kot tisto pri zaposlovanju prej. Določenih osebnih okoliščin ne smeš privleči ven, vključno z vero, ne. Še dve konkretni stvari ali pa konkretna problema, ko se mi zdi, da se tičeta mnogih dijakov, bi izpostavil. Zato, ker se mi zdi, da če je res ena od tistih dodanih vrednosti katoliških gimnazij to, da celostno želijo vzgajati osebnost, bi se morale, po mojem, zelo sistematično s tema problema ukvarjati. In sicer eno je problem duševnih stisk, duševnih bolezni. Vsaj po moji izkušnji je bila svetovalna delavka oziroma psihologinja zasedena 500%, po moje. In me tudi ne čudi, ker pač enostavno so to sploh danes časi in tudi ta leta so čas mnogih pritiskov iz vseh strani, mnogi itak prihajajo iz težkih družinskih razmer in tako naprej. Torej, eno vprašanje bi bilo, kako se soočati z toliko povečano, verjetno tudi sama to izkušata, povečano število teh stisk. In pa druga stvar, ki je mogoče se sliši tako zelo specifična, ampak se mi zdi, da jo ne moramo več spregledati, je pa vprašanje pornografije, zasvojenosti s pornografijo. Glede na statistike, dejansko velika večina fantov in pa tudi večina žensk v teh letih, se pravi v letih srednje šole v Sloveniji, tudi za Slovenijo že imamo podatke, redno to konzumira oziroma gleda, kar pomeni, da je zelo, zelo velik procent, pa si niti ne upam špekulirati o točni številki, ima tudi težave z zasvojenostjo s tem. Tako mislim, da je za fante v teh letih okoli 70% in pa za ženske okoli 60%, torej takih, ki relativno redno to gledajo. Ta dva težka problema mečem pred vajo. Saj jaz ne bi rekel, da sta problema, pač to so izzivi časa, v katerem živimo, ne? To so trenutna družbena situacija je taka. Zdaj, kar se tiče prvega, kar se tiče svetovalnih delavcev, tukaj je seveda na ravni države so neki normativi, ki so postavljeni za šole, koliko recimo posameznih zaposlenih na število recimo dijakov dobimo sofinanciranih oziroma je v kvoti teh sredstev, ki jih dobimo strani države. Tukaj ima seveda šola potem možnost, da iz nekih drugih sredstev, ki jih ima še na razpolago ali pa če bi jih imela na razpolago ali pa če jih dobi, da lahko zaposli še nekoga dodatno. Zdaj, država je tukaj prepoznala, da so stiske večje, da je več te ogroženosti recimo na tej čisto psihološki ravni, da rabi več te svetovalne pomoči in tako da imamo dejansko možnost imeti več svetovalnih delavcev v šolah. Je včasih težava dobiti kader primeren, ustrezen, torej ki je usposobljen in ki zna zaznavati to stisko. Jaz moram reči, da pri nas imamo, hvala Bogu, glede tega kar nekako dobro pokrito. In oni seveda zaznavajo in vidijo, da je tega dejansko, da je teh stisk recimo osebnih ali pa družinskih ali pa recimo tudi zaradi recimo prisotnosti mobilnih telefonov in drugih teh družbenih omrežij predvsem,
zelo velika ali pa v velikem porastu. Kar je ena pomembna stvar, recimo pri tem se mi zdi, je tudi to, kar imamo mi pravzaprav prednost morda pred ostalimi šolami, je to, da imamo več enot in imamo več teh svetovalnih delavcev, tako v osnovni šoli, v dijaškem domu, potem v gimnaziji, in oni imajo potem timske sestanke, kjer se lahko pogovorijo o vprašanjih, o vsebinah, o izzivih, ki jih srečujejo, in potem izmenjajo dobre izkušnje, dobre prakse in pravzaprav drug drugega nekako krepijo, pomagajo si, da lažje potem opravljajo svoje vsakdanje delo, ne. Tako da je to velika lahko pomoč, ta neke oblike intervizija, ne, ki jo seveda lahko v neki večji ustanovi vzpostavimo. Za druge bi bilo pa seveda priporočljivo, da v takih procesih sodelujejo, ker potem niso toliko sami osebno obremenjeni, ne. Pri drugem vprašanju se pa jaz spomnim, da smo bili pred kakšnim letom morda že, ali pa po mojem slabim letom, na nekem sestanku v Bruslju, kjer so predstavili, da je nek načrt za to, da se omeji z nekimi, ne vem točno kakšnimi procesi, torej na ravni Evropske unije, dostopnost do pornografskih in podobnih, recimo, ali pa tudi vsebin, ki imajo neke nasilne vsebine, torej na tehnični ravni. In naj bi to enkrat, zdaj ne vem točno kdaj, stopilo v veljavo. Tako da tukaj se pravi, hočem reči to, da ni samo vprašanje tega, da recimo mladi sami dostopajo, zato ker jim je pač, ne vem, česa zanimivo ali pa kakorkoli, ampak da je težava tudi v tem, da je to preveč dostopno, torej da ni tukaj nekih legalnih, pravnih oblik, ki bi preprečevale dostopnost, ne. Tako da upam, da bo tudi na tej ravni, torej politični oziroma na tej tehnični, tehnološki, kakorkoli, da se bo tukaj stvar uredila, da se tudi na ta način zavaruje mlade. Drugo je pa seveda potem pogovor z njimi, pa soočenje recimo z resničnostjo in posledicami, ki jih seveda to prinaša za njihovo življenje. Ta del pa v bistvu že delamo predvsem ali z nekimi delavnicami, ali pa recimo tudi z nekim pogovorom, recimo v okviru tudi pri nas recimo predmeta vere in kulture. Ja, se pravi, kar se tiče svetovalnih delavcev, delavk, je tako, kot je Tone rekel, svetovalni delavec je v bistvu tiha, ampak ena najpomembnejših sil na gimnaziji. Ne pride tako pogosto v ospredje, ampak zadaj je čudo, kaj se recimo vse tam razčisti. Kot je rekel Tone, normativi, pri nas ravno zdaj smo tole reševali, ne, ti normativi so sicer malo hecna zadeva, ker potem pride na neko decimalko, kjer je potem treba ali dodajati, ali ne veš, kaj bi naredil točno. Ampak ja, vsekakor se vidi, da je tudi država nekoliko začela migati na tem področju. Jaz vidim rešitev predvsem v timskem delu. Zaradi tega, ker različni ljudje, posebej na katoliški gimnaziji, kjer so vključeni v pedagoško ali pa v to vzgojni proces še duhovniki, je tukaj v bistvu precej nepomoči. Kjer pri nas konkretno izgleda v obliki, ali pa moramo še okrepiti verjetno v obliki aktiva, ki ni nujno, da se prav usede za mizo in razpravlja, ampak da takoj, ko nekdo nekaj sliši, nekaj vidi, v okviru tega, kar seveda lahko poveš naprej, ker duhovnik ne more vsega naprej povedati, tudi svetovalni delavec ne more vsega povedati, ampak v okvirih najboljšega možnega sodelovanja in deljenja informacij in opozarjanja eden drugega, se potem zadeva zasuče tako, da je prav, ne. Zato, da tisto, kar gre bolj na vzgojno raven, gre do ravnateljice in se zaključi z vzgojnim ukrepom, če je to potrebno. Na drugi strani, če imamo osebo z nizko samopodobo, da na tem področju delamo, tam lahko duhovniki notri vskočimo, tudi drugi profesori, razredniki in tako na tak način, ne. Tisti normativi so res samo en okvir. Še drugo vprašanje glede pornografije. Se strinjam, dostopnost je največja težava. Tukaj jaz se spomnim, jaz sem še toliko mlada generacija, pa vendarle ne več toliko mlada generacija, da se spomnim, ko se je širjenje pornografije, začetki širjenja pornografije, kot jo danes poznamo, začelo. In začelo se je na disketah. To so bile moje generacije 7., 8., 9. razreda. In jaz se spomnim, da takrat nisem imel pojma, kaj to je, dobil sem samo disketo v roke in tako se je začelo. Se pravi, zdaj imamo že generacije in generacije, ker jaz pa tudi nisem več najmlajši tukajle, da imamo za seboj to vedno večjo dostopnost tega
tega problema. To seveda zelo, zelo kvarno vpliva, to vsi vemo, ampak si kot družba ne priznamo, kako kvarno to vpliva na mlajšo osebo, mlajša, kakor je, slabše je seveda. Zdaj, ob vsej tej dostopnosti mi ne moramo, mislim, tudi če lahko bi internet zamejili, ampak kaj, ko je danes neomejen internet v vsakem žepu, niti to ne pomaga, Se pravi, edina pot, ki je preventiva v obliki pogovora in pa nagovarjanja teh tem. To pa jaz recimo osebno zelo resno jemljem. Se pa sprašujem, če ne bi morali to začeti recimo čim prej, ker zdaj nekoliko odmikamo, v smislu, da bojo dovolj stari za to temo, ampak ugotavljam, da bo treba to čim prej, zaradi tega, ker enostavno je potem že prepozno, ravno zaradi tega, ker se nam je meja radikalno spustila, tista statistika, ki si jo dal, je v bistvu že za 14-15-letnike, ne še tako visoka, ampak že, smo tam in se spušča. No, ampak se to, ko pridejo v srednjo šolo, je dejansko večina teh mladih že prišla v stik. Ja, tako. In tukaj pogovor, razlage, kot rečeno, nekaj je te mladostniške, nečesa, kar morajo še odkriti, kjer morajo napredovati, nekaj je pa tega, kar jim lahko posredujemo, če se le posredovati da. Je pa to eno izjemno problematično področje. Zakaj? Ko je tema recimo droge, droge so tudi zelo dostopne, ampak pri drogah je lažje. Pri drogah lahko lažje tej mladini direktno pokažeš, kako so posledice negativne. In takih je 70% recimo takoj razumejo s pomočjo svoje družinske vzgoje pa do svojega razuma, da ta zadeva ne bo šla čez oziroma da je treba zelo, zelo omejiti vse skupaj. Pri pornografiji ni tega, pri pornografiji ni očividnih takojšnjih negativnih učinkov, ki bi bili merljivi. So učinki na osebo in na družbo dolgoročni in izjemno problematični, ampak ne takoj vidni in mladina včasih tudi ni pripravljena sprejemati vseh teh argumentov kar tako. Ne sprejmejo argumenta, da boš težko zvest svoji ženi, svojemu možu, če si navajena na to, da ti je vse, se opravičujem izrazu, meso tega sveta na voljo, na dotik, na telefonu. Tega oni ker nimajo v glavi še recimo, ali pa vsaj večina nima narejenega registra za dolgotrajno odločitev. To so generacije, ki so se sposobne natetovirati rožico nekam na kos telesa, pri čemer vedo, da bo ta rožica izgledala kot cvetača po 60-70 letih, niso pa sposobni sprejeti kakšne druge življenjske odločitve. Tu imamo ego, se pravi, nas je scentriran. In to zdaj ni kritika, da kritiziramo mladine, kakšne so, ampak to, kar je Tone rekel, to so izzivi, tukaj delamo. Praktično večina stvari, o katerih smo govorili danes, so na koncu prišle do vprašanja financiranja in podpore strani države in pač drugih oblik. Kakšen je pri tem vprašanju odnos vajnih gimnazij z ustanoviteljico, torej škofijo? Kako dobrodušna je? Bi si želeli boljšega odnosa, več podpore? No, jaz tukaj ne bi govoril o neki drži ali dobrodušnosti ali ne dobrodušnosti. Tukaj se mi zdi, da gre predvsem za zavedanje, da neka ustanova, katere ustanoviteljica je recimo nadškofija ali pa škofija, je pač znotraj njenega poslanstva. Se pravi, če je znotraj njenega poslanstva, potem pač jo podpre na načine in v oblikah, da bo to poslanstvo lahko izvrševala. In kolikor imamo to dogovorjeno, oziroma je pač to nekako postavljeno in ozaveščeno tudi, potem se vedno najdejo prave poti za to, da pač na ustrezne načine dobimo tudi tiste vire za sofinanciranje oziroma predvsem za vzdrževanje stavb, za to, da ta recimo prostor, to okolje dejansko lahko izvršuje svoje poslanstvo v nekem stalnem dogovoru. Tako da jaz sem glede tega seveda zelo hvaležen ljubljanski nadškofiji, ker smo v lepem stalnem dialogu, tudi v spodbudah z njihove strani, kaj lahko naredimo, ali pa kje moramo mi nekaj narediti, oziroma z druge strani tudi, da slišijo naše prošnje, recimo pa jih potem tudi postopno uresničujejo. Da je dejansko to okolje primerno za to, da lahko mladi pridejo, da se tukaj izobražujejo, da tukaj osebnostno rastejo, kot sem rekel na začetku, da dejansko v maksimalnem potencialu razvijajo to, kar je v njih vsajeno, kar jim je pravzaprav podarjeno po Božji milosti. Kaj pa bi bila prva stvar, ki bi jo naredili, če bi
recimo od nadškofije dobili, ne vem, za eno plačo na leto več ali pa Kaj za eno plačo za toliko pač financiranja. Za enega človeka? Ja. Ne vem, to je malo, ne. Dobro, ok, za 10. No, ja, to je dober sicer skoraj razmislek, ne. Ja, tukaj se mi zdi, to, kar smo se prej pogovarjali, recimo o teh svetovalnih delavcih, recimo, ne, potem, ker smo govorili o, recimo, nagrajevanju, dodatnem nagrajevanju, recimo, kakšnih spodbudah, recimo tistim, ki so zelo uspešni ali pa ki so zelo dobri, ki si zelo prizadevajo. Tukaj imamo omejena sredstva, recimo, potem za kakšno zaposlitev, za kakšne razvojne projekte na ravni ali zavoda našega ali pa širše slovensko, ne. Tukaj vedno potem smo odvisni delno od sredstev, ki jih dobimo iz kakšnih razpisov, za katere kandidiramo, tako da imamo pa tukaj zelo veliko željo ponuditi slovenskemu šolskemu in širše družbenemu prostoru nekaj novega, pač tisto, kar je naša lastna identiteta, pa nekaj dobrega za družbo. Pa v Vipavi, kakšno je to razmerje? Ja, se mi zdi, da je pred nami, načeloma na enak način funkcionira, oziroma se pravi ustanovitelj, pa tudi če je bil to neki drugi škof, recimo v tem primeru, je takrat v imenu celotne škofije in pri nas je bilo to zelo izrazito takrat, ker ko se je Vipava preoblikovala iz takratnega malega semenišča potem v splošno gimnazijo, se je šlo potem po nekaj letih tudi v gradnjo popolnoma novih prostorov, ki jih imamo zdaj v Vipavi od leta 1999 oziroma 2001 dijaški dom. In takrat je dejansko cela škofija, prav dobesedno, govorimo o nedeljnikih, stopila skupaj, zato da se je to postavilo. Se pravi, to ni bil, se noben denar ni podarjen, ampak včasih je denar morda malo bolj neviden. V tem primeru je bil zelo, zelo viden in zelo konkreten, od kje so te finance prišle. In s tem mi četrt stoletja pozneje, recimo od zaključenih vseh teh investicij, seveda odgovarjamo svoji škofiji, hkrati pa ustanovitelj, prav kot recimo pravna oseba škofije, je pa seveda dolžan poskrbeti tudi za ene določene zadeve, posebej zato, ker mi sami po sebi prav hudo profitni ne moremo niti biti. Prvič, nimaš možnosti, zato niti ne smeš kaj dosti, ne, recimo, kje druge malo drugače, mi kot samo gimnazija in dijaški dom smo tukaj zelo omejeni. To je pa ena zadeva pa gotovo, drži, treba bo na ravni Slovenske cerkve in tukaj vsaka posamezna škofija bojo morale določiti svoje prioritete. Ker jaz recimo kot župnik na župniji v Vipavi zmeraj pravim, pastorala, oznanjevanje, kar se vlaga v ljudi, mora biti na prvem mestu. Potem je nujno tudi v stene po to vlagati, ampak če ne bo skupnosti, stena kaj dosti ne bo koristila, ker ne bo ljudi, ki bi znotraj teh sten stavili Boga, na primer v neki cerkvi. Zdaj, ko gre recimo za gimnazijo, so pa stene dejansko zelo pomembne, ne. Mislim, tam je pa skupnost že tam, tako da na tem področju pa ciljno delovanje. Zato razumem to, ne, tako je rekel, to je bolj malo, ne, za eno plačo, ker itak ponavadi delamo tudi tisti, ki vodimo, bolj projektno, ne. Vidiš, kaj je potrebno, vidiš, kje bi rad bil čez 10 let. Eno so to redni procesi na vzgojnem nivoju, kjer bi takoj človek še zlil noter, če bi le imel. Pa niti ne more kakšenkrat, ne, to je paradoks, ker bi rad koga nagradil, pa ga niti ne moreš, ker toliko pa smo v tem državnem javnem sistemu. Na drugi strani je pa amortizacija skrb za stavbe, ne. Tako bi rekel, pri denarju se ne sme nikoli končati, ker to je katastrofa, ne, to ni poslanstvo cerkve. Ne moreš pa začeti ne moreš začeti, ne, da se začne pri denarju, ne, ker moraš nekaj postaviti prej. Ok, mogoče zaključimo z vidikom vpliva, ki ga katoliške gimnazije, pa katoliško šolstvo, mogoče tudi širše, imajo v slovenski družbi. Nimam statistike, ampak vem, da je šlo že ogromno ljudi čez ta svoja srednješolska leta v katoliških gimnazijah. Poznamo očitek, da kljub temu še vedno imamo levo vlado že ne vem katerič in tako naprej. Hkrati tudi recimo katoliška civilna družba morda ni tako močna, kot bi si želeli, ali pa tako kot tista druga. Kaj mislite, so rezultati teh katoliških gimnazij in izobraževanja nasploh dovolj vidni, so dovolj učinkovite šole?
Zdaj, katoliških šol v Sloveniji, oziroma torej število dijakov v katoliških gimnazijah v Sloveniji je zelo majhno od celotne populacije vseh srednješolcev. Ne. To je približno dober procent pa pol, recimo. Ne. Se pravi, če mi tudi vse te procente, oziroma vse te številke namnožimo recimo v zadnjih dobrih 30 letih, oziroma moramo jih vzeti manj, ker recimo tisti, ki konča gimnazijo, dokler ne zaključi študija, dokler se nekako ne postavi v neko ustaljeno življenje, se pravi, mora biti vsaj recimo 30 plus ali še kaj čez, ne, se pravi, imamo dobrih 20 let na teh recimo gimnazijcev, ne, to je kljub vsemu velika pa majhna številka, ne, na celotno populacijo. Se pravi, tukaj zelo redki recimo se potem odločijo sploh za neko aktivno recimo družbeno-politično življenje v tem smislu, se pravi, da se udejstvujejo v celotni generaciji, ne. Tako da tukaj je seveda en velik izziv, jaz še enkrat rekel, ne, kako pravzaprav pomagati recimo nekomu, da bi v času svojega srednješolskega izobraževanja v katoliški gimnaziji prepoznal tudi svojo družbeno-politično vlogo, da bi potem postal aktiven na različnih področjih. Mi tukaj seveda direktno ne moramo nikomu reči, zdaj pa ti postani, lahko pa z nekimi dejavnostmi pomagamo predvsem krepiti to osebno zavest, odgovornosti za svojo in za družbeno prihodnost. Recimo ali preko tega, da imamo lepe, ne vem, dogodke ob državnih praznikih, da jih pravzaprav sploh ovekovečimo, torej da imajo svoj prostor, da imajo neko proslavo. Do tega, da se pogovarjamo o pomembnih temeljih naše državnosti, se pravi naše zgodovine. Do tega, da recimo interpretiramo potem recimo pri določenih urah tudi aktualno politično dogajanje in da postavljamo neke vprašanje, zakaj je pravzaprav tukaj tako, kot je. In na ta način se potem v nekom recimo lahko prebudi tudi želja, ker nekdo je recimo bolj naravoslovno usmerjen, bo matematik, bo fizik, nekdo je bolj, ne vem, geograf, zgodovinar, nekdo bo pa recimo imel ta interes, da bi bil pa družbeno, morda celo politično aktiven, ne, in na ta način pomagamo pravzaprav nekomu, da bi enkrat recimo zrastel, ne. Je pa seveda to zelo povezano tudi še z enim drugim vidikom, da vsak človek, ki vstopi v neko tako družbeno dogajanje, je seveda nujno, da ima neko osebno integriteto, da se tega tudi zaveda in da na ta način tudi deluje. In če mi tukaj preko celotnega procesa v šolanju omogočimo nekomu, da to odgovornost pridobi, smo morda naredili največ. Kar se bo pa videli morda ne toliko v političnem življenju, ampak kje drugje tudi ne. Ja, mi je poznano vprašanje, se dostikrat zastavlja, mi smo seveda nekoliko manjša šola, recimo, če bi zajeli zdajle 20-25 let, smo nekje na 1400-1500 dijakov, recimo, kar je velika številka, pa ne tako velika zopet, ne, ko je cela neka Vipavska dolina pa vse širše gor do Ljubljane in tako naprej, od koder prihajajo naši dijaki in še širše kakšen kandidat. Ampak mislim, da ni to glavno vprašanje, če bi se že ukvarjali s tem, kje so zdaj vsi ti ljudje, bi bilo treba vprašati, kje je pa 60% v nekaterih župnijah birmancev, ne, iz šole. Recimo, če ima šola 100%, pa jih je zdaj 60, ponekod 80, recimo, ponekod samo še 10%, to je zdaj zelo različno postalo zaradi preseljevanja in tako naprej. Ampak tukaj noter imamo v bistvu vprašanje, ki se je kar nekajkrat zdaj odprlo, in to je sploh ta prisotnost vere v javnem življenju, in to se potem ponavlja vse povsod. Jaz sem vesel zmeraj, ker na vse zadnje nihče ne kriči pred seboj, ja, veste, jaz sem hodil pa na škofijsko klasično, jaz sem pa na Želimlje, pa v Vipavu, pa v Maribor, tu nobeden, ne, tudi nobeden, ki gre na Vegovo, ne kriči pred seboj, da je šel na Vegovo. Ko pa zavzame neko pomembno družbeno pozicijo, potem se ga pa opazi v biografiji, aha, ta je pa recimo z te gimnazije. Pa še takrat to ne pomeni tako dosti. Ne vem, jaz mislim, da na tem področju, ki ga imamo zdaj delati naprej, in se bi verjetno počasi začelo lahko poznati. Je pa tudi zanimivo, zdaj koliko gimnazije v tem primeru vlagajo v svoj klub alumnov, tako ali drugače, kot se temu reče. Recimo v Ljubljani ste zelo pridni na tem področju, pri nas smo zelo zaspali na tem področju, ker kaj se potem zgodi, pa je pa nekdo mi je že pravil, zadnjič nek kongres zdravnikov je bil, pa so tam nekaj razpravljali med seboj, potem pa pride tema, kdo je pa s katere gimnazije, pa jih je bilo tam tretjino škoficov iz raznih katoliških gimnazij. Se pravi, takoj, ko je možnost dana, se v bistvu ti ljudje kar od nekje naberejo, saj kaj, ko nihče
ne razpravlja in maha zdaj z zastavo svoje gimnazije pred seboj. Jaz bi morda samo še eno stvar dodal, kar sem prej pozabil povedati. Ne vidimo pa teh morda skritih učinkov sprememb v družbi, ki se pa kaže predvsem v tem, da naši nekdanji dijaki ustanavljajo ali pa pač sestavijo družino, se pravi, se poročijo, morda med seboj ali pa z drugimi, in po statistiki, po neki raziskavi, ki smo mi pred leti delali, imajo nadpovprečno število otrok. Se pravi, to je pa nek drugačen družbeni, če rečemo tako, prispevek, ki se pa morda bo na dolgi rok pokazal in je verjetno pa tudi pomemben. Bojo pa prišli morda politiki, pa duhovniki, pa še kdo drug, iz teh družin. Ja, demografija je neizprostna. Ok, gospoda Tone Čestin in Gabriel Kavčič, najlepša hvala za tale pogovor. Mogoče nismo rešili celega sveta katoliškega šolstva, smo pa mogoče en majhen delček dodali k temu, da pridemo do določenih odgovorov. Še več odgovorov in sploh še več vprašanj najdete v novi številki Slovenskega časa, v avgustovski številki, ki je v veliki meri, čeprav ne povsem cela, namenjena ravno tem vprašanjem šolstva, izobraževanja in tako naprej. Tako da spremljajte Slovenski čas, naše kanale, družbena omrežja in pa seveda berite članke. In vse dobro, veliko blagoslova tako katoliškim gimnazijam, kot tudi vsem vam, drage poslušalke in poslušalci. Hvala.